Dobrodošli na večeru poezije. Tokrat nam bo Edelman Jurinčič v vlogi pesnika v pogovoru z kulturno delavko Edino Urlič predstavil knjigo Tamariska v laguni časa, nova pesniška zbirka. Recital so nam pripravili člani gledališke skupine Peti kader. Lep večer tudi z moje strani. Jaz kot predstavnica občine Ankaran sem bila naprošena, da pač tudi jaz nekaj besed spregovorim ob tem res slovesnem, jaz bi rekla kar veličastnem dogodku, ker se mi zdi, da je to, da izide pesniška zbirka v tako majhnem kraju kot je Ankaran, kar res nekaj veličastnega in mi smo seveda zelo ponosni, da smo del tega in da smo to lahko podprli. Da tudi svoje pesniške zbirke, da berejo tudi nekje drugje. Hvala lepa. Dober večer, buonasera, tudi z moje strani. In Edelman, najprej hvala, da si za svojo prvo predstavitev svojega novega, svežega dela izbral prvič svoj kraj in drugič mene. In med poezijo, če bi mi zdaj nekdo vprašal, katero bi iz svetovne zakladnice vzela, bi seveda ena od tistih knjig, ki bi se znašla na moji nočni omarici in brez katerih so noči tako dolgočasne in otožne včasih, gotovo bila katera od tvojih knjig. Prva zame odločujoča je bila Mladi junci v ritmu jeseni. Za začetek morda oprla na izvrstno študijo, ki jo je o tvoji poeziji napisala doktorica Vladka Tucovič, kjer se izredno natančno ukvarja z genezo, fenomenom, z umestitvijo tvoje poezije v korpus slovenske in seveda kot unikatne jo ocenjuje tudi v tem navidez majhnem prostoru, ki mu rečemo Istra. Zato, ker je Edelman Jurinčič eden od tistih izvirnih glasov istrske literature. No, v tem prostoru sedita še dva pomembna stebra literature, ki količijo Istro na slovenski književni zemljevid. To sta seveda Marjan Tomšič, ki ga posebej lepo pozdravim, in Alferija Bržan. Iz istrske zakladnice, ki je poprej slovenska literatura ni poznala, je zajel morda nekaj grenkobe v izrazu. In tako kot piše dr. Tucovičeva, ki primerja tvojo poezijo z malce temačno in zajčevsko in ki nas v razmišljanju o tem, kaj pesništvo je, ali je to nekaj, kar nam zaljša življenje, ali je nekaj, kar je samo lirično prijazno, božajoče. Ne, to je kvintesenca
sežetek najglobljih človekovih opažanj, človekovih stisk, človekovega odnosa do življenja. Naj povem, da je Jurinčičeva literatura, ne zgolj poezija, obrnjena v neke vrste konflikt ali pa, če blaže rečeva, stik med preteklostjo in sedanjostjo. Doslej se je ukvarjal z izginulim podeželskim svetom, s tistimi razlogi, zaradi katerih nekateri Istro imenujejo tužna po Alojzu Kocijančiču. Krogi so se raztegnili na odprto morje. Jutro je bilo zoprno, veter je še vedno zganjal trušč po hodnikih pobočja. Zavedel sem se novega glasu morja, nežnega zamolklega glasu, sestavljenega iz neskončnega pljuskanja, grgranja in sesanja, ki se je raztezalo vzdolž samotne obale. Bila sem sama nekje na robu samote med blaznostjo in realnostjo. Saj veš, spominjam se, od nekod si prišel in me zvabil, da sva zaplavala duhovnosti naproti. Saj veš, spominjam se. Dober večer. Najprej hvala, da lahko predstavljam to poezijo. Zdaj pa, če se vrnem na sam naslov. Glejte, jaz sem menda 2 leti približno hodil v zimskem času na sprehode v tisti del Svete Katarine, ker je skočišče. In za tem skočiščem je en majhen zaliv, plitvina, kot si rekla, in ob robu je pač raste nekaj tamarisov. In v tem okolju sredi zime, pa še potem poetično navdihnem, kajti poezijo pišem jaz na sprehodih, v tem kraju so bili dnevi, ko sem naletel prav na te živali. Najprej so me presenetile ptice. In sicer te ptice sem pravzaprav ugotavljal, zakaj pridajo tja in zakaj se tako obnašajo. In potem seveda, ko sem ugotovil, kako se obnašajo, sem vedno potem rekel, da se v bistvu, tako ko se ptice obnašajo, se včasih tudi mi. In recimo, če začnem s tistimi kormorani. Veste, ko vidiš, včasih se jaz tam sredi zime vidim tudi po 100 teh kormoranov. Dol na tistem podaljšku, ker so skale, se postavijo gor na tiste ničkine skale in strmijo v zrak, črni. Noge sem postavil dol in tipal. Za prijem. Zdržal sem sapo, teža je vlekla navzdol. Izgubil sem prijem in zdrsnil nekaj centimetrov v globino. Ustavil sem se v nekakšnem kotu. Se oprijel mokre plasti iz škrelavca in zanihal v novem naskoku previsa. Takole si razdelil svojo knjigo na 5 delov. Premaganec, preteklost, beli galeb, osamljen na obali in namišljena laguna. Spokojnost čiste lagune, šepet sadovnjakov, mrmrajoči molitvi hodijo po obrežju v podobi duše. Iščem ostanke zidov, svetega kraja, križa in poslušam psalme vetrov, da bi vedel, odkot ime, odkot svetost, ki ji pristaja. Škatle s prstami in bolečimi spomini. In sanjariš. Nekje na oddaljenem otoku pod previsno skalo skrinja zlata.
pisma s vsebinami nesrečne ljubezni in prstani zvestobe. Čigre bodo še naprej greble po mulju, štirinožni prijatelj bo še vedno lovil mlade galebe, dedi bodo še naprej kovali težke ročaje svojih mečev, kavkam se bo tožilo po kadavrih, ljubezen bo še vedno grela mrzlo telo, neiztrahnjeno srce bo polno hrepenenja, ribičem se bodo mreže še vedno trgale ob skalah, čas se bo naveličano vlekel po svojem brezčasju. Tako sem te bral, dragi prijatelj, s hvaležnostjo. Jožek Štucin. Ta knjiga, da so tamariske v laguni časa, spomenik mikroprostoru skrajnega severa Jadrana, ki je slovenski Jadran in je hkrati Mediteran in je hkrati ta konec Tržaškega, Koprskega in kar je še manjših zalivov in lagunic, domovanje tolikih narodov, različnih barv, različnih jezik, različnih poetik. Pesnik je upesnil ta spomenik z jasno, prepoznavno in unikatno pesniško govorico. Jaz sem zelo vesela in srečna, da je Istra dobila nov dokument o svoji vrhunskosti. Edelman Jurinčič nam ga je dal.